Živijo, verjetno se ukvarjajo s tekmovalno nalogo za šolsko tekmovanje iz znanja tehnologij in ta videoposnetek ti bo služil kot pomoč, kako sploh odpreti pločevinko gazirane pijače, to, kar zahteva naloga. Kar moramo mi narediti je, da vzamemo eno pločevinko in iz te pločevinke moramo odstraniti njen pokrovček stran. Zdaj, pločevinke so tako narejene, da so iz enega dela, potem pa proizvajalci noter natočijo pijačo in šele na to gor dajo pokrovček, ki ga zatesnijo čisto, da pritisnejo skupaj aluminij. In naša naloga je, da mi odstranimo ta pokrovček stran, da dobimo samo pločevinko, da bomo lahko prišli do aluminija in to zavržemo stran. Zdaj, kako se tega lahko lotimo? Ena možnost je, da vzamemo odpirač za konzerve in gremo lepo okoli in odpremo to pločevinko, kot da bi bila to konzerva. Zdaj, pri tem moramo biti zelo pozorni, da uporabljamo tak odpirač, ki je najcenejši možen. Bolj, kaj je pocen, boljši bo. Zdaj, kateri dragi odpirači so takšni, da ko bomo mi pritisnili skupaj to pločevinko, bo enostavno predrli čez in bo vse razcefrali, ne bomo nikoli tega odpreti. Tako da, če gremo v kakšno trgovino s pocen blagom in kupimo najcenejši odpirač za konzerve, bomo mogoče lahko odprli to pločevinko. Problem tega je, da bo na robu pločevinke ostal oster rob in se bomo mi lahko porezali, potem, ko bomo mogli noter v to pločevinko dostopati, da pobrusimo jo iz notranje strani. In zdaj bom jaz tukaj pokazal eno metodo, kako odpreti to pločevinko na varen način, brez da bi se porezali in da nam bo vedno uspel. Zato potrebujemo brusilni papir, ki ga kupimo v trgovini. Tak dober brusilni papir, ki je 1500 grobost, lahko vzamemo tazga, ki je primeren za delo pod vodo, da se ne uničuje. Tudi čist navaden brusilni papir bo v redu. Potrebujemo seveda našo pločevinko, kjer bomo odstranili stran pokrov, malo vode, rokavice, zaščitna očala po potrebi in pa na koncu naš ohmmeter, da bomo preverili, ali smo uspeli pravilno odstraniti notranjo zaščito. Zdaj, kar moram jaz tukaj narediti je, da dam gorci zaščitne rokavice, zato ker ne nazadnje se lahko potem poškodujem, kadar odstranjam pokrov. In ta prva naloga je, da jaz iz zgornjega dela odstranim zamašek, parkrat ga zamigam sem in tja, zamašek gre stran, tukaj je zdaj zelo oster rob ostal, tukaj moram paziti, da se ne porežem. In zdaj je naloga ta. Jaz moram ta zgornji rob moje pločevinke pobrusiti stran približno 2 do 3 mm. In ko to odbrusim stran, bom jaz lahko potem ta pokrovček enostavno potegnil stran, ker ne bo več aluminij se skupaj držal na spodnji del moje pločevinke. In to najlažje tako narediti, da jaz pločevinko obrnem okoli na brusilni papir in jo lepo krožno brusim. In to bom delal verjetno 3 do 5 minut. Da ne bo zdaj ta aluminijast prah letel vse posod, jaz na ta brusilni papir dam malo vode in potem mokro brusim. In zdaj je pač tukaj naloga, da lepo dam gor pločevinko, prijem iz zgornje strani in brusim. In zdaj bom to delal približno 3 do 5 minut. Tako po 3 do 5 minutah brušenja bomo tukaj zbrusili približno 2 do 3 mm robu stran. Jaz sem že naredil, da sem to plastenko umil pod vodo, da se to bolj vidi, da ni ostanek brusnega papirja gor. Zdaj, če je brus papir na koncu tak, da je čist razmočen in razpadel, to pomeni samo, da ta brusilni papir ni bil primeren za brušenje pod vodo. Če imamo malo več denarja na voljo, lahko kupimo tak malo boljši brus papir, ki se ne bo razpadel ob brušenju z vodo. Drugače bomo pač večkrat zamenjali brusilni papir. No in kaj je zdaj naloga? Se pravi, kaj zbrusim 2 do 3 mm, jaz dam noter prst, seveda moram imeti rokavico zaščitno, da se slučajno ne porežem in potem samo potegnem ven stran ta moj pokrovček in tako jaz dobim mojo pločevinko, ki je odprto in ta pokrovček lahko zavržem stran. Obvezno uporabljati delovne rokavice, zato ker ta rob je še vedno malo oster. Potem pa uporabim še kos brusilnega papirja in pobrusim ta rob stran. Moja pločevinka je zdaj odprta, pokrov je odstranjen, rob je zbrušen, zdaj pa moram jaz iz notranjosti odstraniti stran zaščito. Jaz to lahko preverim z mojim ohmmetrom. Zdaj, če ga nastavim tako, da mi bo tukaj piskal, kadar je kratek stik, se pravi, kadar je moja pot prevodna,
Tukaj zdaj piska, prevodna stvar. Jaz lahko tukaj obrnem še to proti kameri. Boste videli, koliko je to ohmov. Se pravi, to mora kazati nič ohmov, ker je seveda samo kratek stik. In če jaz dam zdaj iz spodnje strani na mojo pločevinko ta dva priključka, vidite, to je prevodno. Se pravi, iz odzunaj je moja pločevinka prevodna. Če dam pa jaz to stvar na notranjo stran, kjerkoli na notranji strani, pa ni nič, ne. Ni prevodna stvar, zdaj, ker je na notranji strani zaščita. Zdaj, kako jaz lahko to odstranim? Jaz vzamem spet brusilni papir, ali pa vzamem brusilno prejo, jo dam noter in potem iz notranje strani to lepo brusim in preverjam z mojim ohmmetrom, ali sem jaz dovolj zbrusil, da ta stvar že prevaja. Ena taka hitra rešitev je, če imam na voljo orodje, da jaz to brusilno gobico dam na eno kovinsko palčko, jaz sem naredil tukaj eno aluminijasto palčko, pa dva opornika, gor in dol, dvojno sloj te moje brusilne preje, dam to v vrtalni stroj, vstavim noter in tako brusim. Pravi, da jaz zdaj iz notranje strani pobrusim mojo pločevinko. In to moram delati ene 3 minute verjetno, da grem jaz lepo vse okoli in okoli in da res čim večjo površino aluminija noter pobrusim, da odstranim to zaščitno prevodno oziroma izolativno plast, ki mi preprečuje delovanje mojega poskusa. Zdaj, kako se jaz uspešen, preverim spet z mojim ohmmetrom v notranjosti, če dam krokodilčka, zdaj na aluminij, pritisnem dol, ta stvar pokaže tokrat nič ohmov. Ni pa vse posod, če jaz mečkam premaknem na drugo stran, vidite, zdaj pa ni kratkega stika več, ker tam je pa še vedno izolacija se nahaja. Če dam pa jaz na to sredinsko točko, kjer sem najbolj pobrusil, je pa to resnično nič ohmov. Jaz v notranjosti tako držim med sabo ta krokodilčka razmaknjena, seveda ne držim jih skupaj. Kako boste zbrusili notranjost, je v bistvu vaša stvar, lahko si močno pomagate z orodjem, seveda pa mora biti zraven, ko to delate, odrasla oseba, da vas varuje pri delu.